Nedostojno, nespoštljivo in nasilno vedenje dveh zaposlenih negovalk v enem od domov za starejše. Videli boste posnetek, opozarjamo, da je izjemno nazoren. Incident naj bi se zgodil v enem izmed celjskih domov za starejše. Na posnetku je med ekscesnim ravnanjem videti nepokretno starejšo osebo, ki nemočno leži na posteli. Zapleš. To je tak. Potem, ko smo pristojno ministrstvo zjutraj seznanili s posnetkom, ki smo ga prejeli v uredništvo, je stekla hitra akcija. Kdaj in predvsem, kje je ta posnetek nastal? Takoj se je odzvala direktorica doma, ki je pristojnim sporočila, da je posnetek star natanko 2 leti. Kako so ukrepali? Nika Kunavar. Na kar 108 naslovov direktorjev vseh slovenskih domov za starejše je dopoldne romalo elektronsko sporočilo. Poslali so ga iz skupnosti socialnih zavodov, pod okrilje katerega sodijo izvajalci domskega varstva starejših. Ta dom se je takoj odzval, da gre za primer nasilja, ki se je pri njih zgodil izpred 2 let. Takrat so, kot pravijo, nemudoma obvestili policijo in ji predali posnetke. Bilo jih je namreč več. Obe osebi, ki sta na posnetku, sta izgubili službo. Na celjski policijski upravi so potrdili, da so takrat kazensko vadili 2 osebi zaradi nasilništva in neopravičenega snemanja. Po naših neuradnih informacijah pa je tožilstvo eno od ovadb zavrglo. Ocenjujemo, da to bil primer dobre prakse, da je dom ravnal v skladu s protokoli. Ja, takšni dogodki, mislim, da pride do njih, to je pač nekaj nedopustnega. To je pač zadeva, ki jo lahko sam obsojamo. Goran Blaško je direktor doma na Krasu, kjer skrbijo za 170 starejših. Kako lahko v domovih sploh preprečijo takšna nedopustna ravnanja? Zdaj, dejstvo je, da pač kadar pride in gre. Zdaj, seveda ti imaš postopke, imaš pogovore z ljudmi in to. Da boš na prvo žogo takoj ocenil, pa lahko pa rekel za enega človeka, da je pa mogoče tak in tak, je nemogoče, iz prvih pogovorov. Zaposlenih ni mogoče ves čas nadzirati, pravi, zato skrbijo za redna usposabljanja. Tudi z področja poklicne etike, da bi takšna ravnanja, če se le da, vnaprej preprečili. Pri nas sicer deluje tudi delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi. Včasih je treba tudi cel sistem pogledati, zakaj do tega prihaja, kje se nam zatakne, in v domovih starejših je definitivno eden od hudih problemov pomanjkanje kadra. Tako kritično je pomanjkanje kadra, da je nemogoče, da se verjetno tudi vsak dogodek ujame, da se zazna. Še vedno pa samo ocenjujem, da je veliko več nasilja v domačem okolju za zaprtimi vrati, kot pa v domovih, kjer je vseeno nek protokol spisan, smo le v instituciji, kjer veljajo določena pravila. Le nekaj mesecev pred posnetkom, ki danes kroži, je javnost šokiral še en primer nasilja nad starejšimi. Posnetek iz doma v Trebnjem, kjer je takrat 16-letnica nad oskrbovanko izvajala fizično nasilje, od stiskanja za nos do vlečenja za lase. Lani pa je zaokrožil tudi posnetek iz doma starejših Grosuplje, kjer je sorodnica stopila v sobo, udarila starostnika in nato posnetek objavila na družbenem omrežju.